Vlada je soglasno sprejela sklep, da gre v razdrtje oziroma v dokazovanje ničnosti pogodbe s Patrio. To pomeni, da bi morali vrniti kompletne Patrie, ki jih že imamo nabavljene, in seveda dobiti kupnino nazaj. Je bil ta sklep res tako soglasen? No, najprej verjetno moramo razdeliti vprašanje na dva dela, tako kot ste ga postavili. Včeraj vlada ni odločala o tem, da gre v tožbo, ampak je odločala o tem, da se pripravi vsebina takšne tožbe na ničnost, ko je šlo za pogodbo o 8-kolesnikih. Se pravi, pravobranilstvo mora pripraviti vsebino in čakamo, koliko bo do prihodnjega tedna uspelo zbrati ustreznih argumentov, predvsem prepričljivih argumentov, na podlagi katerih lahko vlada z gotovostjo sprejme sklep, da bo tožba na ničnost tudi uspešna. Če ne bo prepričljivih argumentov, potem bodo naše odločitve spet precej nedorečene in narejene na pamet. Ko gre za tako velike zneske, ko gre za odškodnine, ki so v ozadju takšnih odločitev, seveda odločitve ne smejo nikoli biti narejene na pamet, ampak na podlagi zelo resnih izračunov in tudi zelo resnega zavedanja, da izguba tožbe na ničnost vodi v odškodnine, hkrati pa seveda vodi tudi v izgubo opreme. Dobiti tožbo na ničnost pa pomeni izgubiti opremo v celoti. Ničnost dejansko pomeni vrniti se v začetno stanje, torej vrniti vso opremo, ki jo imamo, in dobiti nazaj seveda kolikor bo mogoče denarja, kajti oprema bo že obrabljena, vsega ni mogoče vrniti, usposabljanja, dokumentacije, znanja, tega ni mogoče nikoli več vrniti v celoti. Nikoli ne bo mogoče v celoti povrniti vsega tistega, kar je nastalo na podlagi protidobav. Mnoga podjetja, vsaj 14 slovenskih podjetij, je ustvarilo dobre posle v tujini na račun protidobav. Tega ne bo mogoče nikoli vrniti v prejšnje stanje. Toda, seveda v teoriji ničnosti se pričakuje, da se poskušamo čim bolj približati začetnemu stanju. To začetno stanje dejansko pomeni, da ostaja Slovenska vojska brez opreme, in to ključne opreme za graditev svojih zmogljivosti, ki so zmogljivosti za nacionalno in zavezniško obrambo. Mi v tem trenutku svarune res uporabljamo za varnost naših vojakov na mednarodnih misijah, toda v osnovi so svaruni namenjeni, platforma 8x8 je v osnovi namenjena razvoju Slovenske vojske za nacionalno in zavezniško obrambo. To pomeni, da v trenutku, ko se pripravljamo na nove izzive, na nove napetosti, ki so zelo blizu, pa morda bodo pomenile tudi vpletenost Slovenije v te napetosti in morda tudi ogroženost Slovenije zaradi teh napetosti. V tem trenutku se mi odločamo za to, da bomo slabše opremljeni in tudi manj usposobljeni in manj pripravljeni. Mislite vi o tej tožbi, ali je ta tožba sploh lahko uspešna? Jaz to težko presodim. Imam pa dve smeri razmišljanja. Najprej zavedam se, da na Ministrstvu za obrambo ne razpolagamo z dokumenti, s katerimi bi bilo mogoče trditi, da bo takšna tožba uspešna. Morda ima kdo drug takšne dokumente. Vsekakor na Ministrstvu za obrambo tisto, kar imamo in kar lahko dokažemo, ne bo prispevalo k uspešnosti takšne tožbe. Če vas utemeljitve, ki ne bi jih pripravilo državno pravobranilstvo, ne bi prepričale, pa bi preostali del vlade vendarle vztrajal, kako boste uveljavljali vi kot ministrica za obrambo, torej svoje prepričanje? Torej, jaz sem vedno dolžna povedati to, kar jaz vem in kar jaz prepoznavam in česar se jaz zavedam. In to vedno na vladi tudi naredim. Je pa treba vedeti, da čisto vsi ministri v vladi in ministrice niso dolžni zadev poznati tako zelo podrobno, kot jih moram poznati jaz. In je njihovo odločanje potem bolj odvisno od prepričljivosti tistih, ki nastopajo, ki govorijo o tem, kakšne argumente premorejo. Jaz ne moram reči, da dvomim v sposobnosti pravobranilstva, da zbere ustrezne argumente oziroma ustrezne razloge za neko temeljitost ali pa za neko zanesljivost tožbe na ničnost. Pričakujem pa, da bomo do naslednjega tedna videli, do kakšnih
argumentov lahko pride. Druga stvar oziroma druga smer razmišljanja, ki me svari pred prehitrim odločanjem in tudi nerazumnim odločanjem, pa je dejstvo, da smo na vladi včeraj imeli na mizi odgovor sodišča, in sicer na zahtevo vlade, da se uvede regulacijska odredba, začasna seveda, s katero se začasno zaustavi pogodba. In pravobranilstvo ni uspelo zbrati dovolj argumentov, niti zato, da bi sodišče lahko ugodilo takšni zahtevi. Potem vlada le ni bila tako soglasna včeraj. Vlada je bila soglasna glede tega, da se sestavi tožba na ničnost. Torej, vsebino je treba pripraviti in potem se je treba opredeljevati glede te vsebine. In pričakujemo, da bo ta vsebina bi morala biti prepričljiva. Želja Morsa pa je še zmeri reprogram. Ministrstvo za obrambo pričakuje, da bo potrebno pogodbo, kakršna je sedaj, reprogramirati na način, da bo obveznosti mogoče sprejemati dlje časa. Mi smo pričakovali, da vsaj do leta 2015, da bo mogoče zmanjšati število vozil, ker se zavedamo finančne in ekonomske situacije, v kateri je država, in da bo mogoče ta vozila opremiti z opremo, ki bo hitreje ali vsaj minimalno pripomogla k temu, da bomo zgradili srednjo bataljonsko bojno skupino. Sedaj smo pred dejstvom, ko se odločamo tudi o, in to je lahko rezultat celotnega postopka, torej v primeru oprostilne sodbe smo pred dejstvom, da bo treba prevzeti vseh 135 vozil, taka kot so, vključno s tistimi, ki niso opremljene. Gospod ministrica, še eno vprašanje. Vi ste kot obrambni minister skrbnica pogodbe s Patrijo. In Patria oziroma obrambno ministrstvo je že toženo od strani enega od neizbranih ponudnikov. In tam država zagovarja pogodbo kot pravo pogodbo. Zdaj ta ista država oziroma ta ista vlada zatrjuje, da je ta pogodba nična. Torej, najprej moramo zaradi korektnosti obveščanja popraviti, da gre za pogodbo z Rotisom. Da pa je poleg pogodbe z Rotisom sklenjen tudi sporazum, to je sporazum o protidobavah, kjer pa je dejansko prisotna tudi Patria, torej poleg Republike Slovenije, Rotis plus Patria. Resnica je, da je v preteklih 4 letih podjetje, ki ni bilo izbrano na razpisu, vložilo že zelo veliko različnih tožb proti Republiki Sloveniji oziroma proti Ministrstvu za obrambo. In resnica je, da so vse te tožbe doslej padle na različnih sodiščih, na različnih ravneh. Res pa je, da ima podjetje vloženi še 2 tožbi. Eno je odškodninska tožba za približno 518 milijonov evrov in druga tožba je tudi odškodninska tožba za približno 5,6 milijona evrov. To pravzaprav pomeni, ko začnemo te zahtevke za odškodnine z ene strani in pričakovane zahtevke za odškodnine z druge strani seštevati, bo ta posel verjetno vreden blizu milijarde. S tem seveda, da sredstev Slovenska vojska za svoj razvoj in za razvoj nacionalne obrambe pa ne bo imela. Samo še tole, če lahko v delu javnosti, pa tudi med nekaterimi pravnimi strokovnjaki se nekako vse bolj uveljavlja vtis, da gre pri vsej zgodbi za poskus političnega ugajanja, torej zahteva za ničnost oziroma tožba, vse skupaj, da ne bi bilo nekako poskus političnega ugajanja, ki pa se lomi na plečih Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske. Vaše mnenje o tem? No, dejstvo je, da ne smemo pozabiti, da vendarle tečejo določeni kazenski postopki proti določenim osebam zaradi verjetnosti koruptivnih dejanj. In če bi se izkazalo, da je pri nastajanju pogodbe ali ob pogajanjih za pogodbo za 8-kolesnike dejansko prišlo do različnih koruptivnih dejanj, ki jih je mogoče dokazati in to pravnomočno, potem moramo vsi sprejeti dejstvo, da sploh ne gre za politično ugajanje, ampak gre za pravno državo. Če pa koruptivnih dejanj ne bo mogoče dokazati ali pa jih ni bilo, potem bomo pa res lahko govorili o poskusih političnega ugajanja.